Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Današnja oddaja so pa rekli, živijo. Ja. Pozdravimo, a ne. Današnja oddaja so pa mi dva rekli, da že zelo dolg ni bilo tega, te oddaje konkretne. In to so... Pač parkrat na let se zgodi, da ne vemo, o čem bi govorila. In zato nama pride telefon na pomoč in program, ki nama generira randomna vprašanja. Tako da... Pa poglejmo, kaj bo danes vprašal. Tako, boš kar začel. Lahko začnem. Igraš s kakšnim športom ukvarjaš? Ja, Ja. kar konkretno. Ja. Ne več toliko včas, ampak prav šport zdaj, če si v kakšnem športu, zdaj recimo pohodništvo ni lik šport, je pa neka športna aktivnost, ne. Ja. Da bil pa prav v športu pa ne več. Fuzbal, nič več? Ne, pač nimam časa, oziroma z druge stvari zdaj počnem. Veš, kako je to? Enkrat jaz sem tak šok, da me neki stvar počnem, ampak pol me pa enkrat mine. Oziroma, mogoče za kakšni drugi dejavniki, ki se mi ne da več tistega početi, pa se pol na kakšno drugo stvar spravim. Ampak športam na druge načine pa ja. Kaj pa gimnastika? To, kakor parkrat na let grem še malo pogledat. Pa se še kaj znam, ampak ne več toliko, kot sem včas. Ja. Pa ti? Ja, jaz pa bolj ne. Mislim, čez poletje se mogoče odločimo, gremo malo v odbojko igrati. Ne hodiš več na Primože? Zdaj, mogoče grem na vsake toliko s tam malimi okrog, ne vem, kakšnega, ne vem, na Mengeško, pa ne vem, okoli Gradiškega, ali pa ne vem, pač tako, da malo hodimo, drugače tako, da se pa prav neki športu pa ne. Bo še cajt za to. Ja, tako. Okej, mislim, da sva kar odgovorila. Naprej. Ta vprašanje pa že enkrat bil, a se ga spomniš? Ja, tako da... Ampak bo šlo naprej, ker o turizmu in naši državi. Sva že govorili. Mislim, da sva že govorili. Ja. Kaj definira dobro in slabo? To sva tudi že... Po moje. A to zih tako random, isto vprašanje. Mislim, da mora aplikacija za me. Lahko pa še enkrat. No, daj. Čeprav se ne spomnim, če bi to vprašanje. Vem, znan mi je samo. Lahko da sva tako... Kaj definira dobro in slabo? Ja, Madonna, ne vem. Če nekaj dobrega narediš, je v redu, če pa, ne vem, v kakšnem smislu? Kdo definira dobro in slabo? Ja, Bog, kdo? Tukaj je lahko odgovor. Okej, pa kar naprej. Ne, kdo definira dobro in slabo? Ne vem, mogoče policaj. On bo sodnik. Ja, oziroma, kdo definira? Saj sam definira, saj sam veš, kaj je prav, pa kaj je narobe. To je v bistvu drugače zelo dobro vprašanje, zaradi tega, ker če si tako vzameš, recimo tudi, ne vem, neki kriminalci ali pa nekdo, ki se v bistvu tudi počuti, da dela dobro, čeprav, ne vem, ubije nekoga ali pa ne vem. Misliš, da reče, da je dobro naredil? Kakšen ima prepričanje, da dela nekaj dobrega s tem. A veš, pač, on sam sebe vidi kot heroja ponavadi. Res je, da kakšen, kako se že reče, oni morilci, ki so jih dosti pobili, recimo rečejo prostitutke, zato ker je to pa slaba stvar. Tako. In jaz sem, reče policajem, se sem sam vaš del upravljal. Ja, in se v bistvu dobrega vidi. Ja, v bistvu je od posameznika, je po moje odvisen. Mislim, ponavadi zmeri, kakor jaz vidim, sam sebe vedno vidiš kot heroja. Tudi jaz, a pa ti, pač mislim heroja, kot jaz... Tudi če neki stvar, mogoče malo slabš narediš, si subjektiven, zato ker si ti to naredil. Tako. Imaš nek razlog, ali pa mislim, nikoli si čeprav... Težko rečeš, da si neki zanalaš slabo naredil, pa da nimaš nekega tehtega, pač da si... To gre meni včasih malo na živce, veš. Jaz sem imel, vsi smo imeli nekakšne sošolce,
ker so imeli slabe ocene, zato ker ga profesor ni maral. Ne zato, ker je bil on, ker on ni poslušal, pa se ni učil, ampak zmeraj je bil en drug kriv. Taki sem kol nisem bil, zmeraj sem priznal. Len sem bil recimo za matematiko ali pa kitajskega in zato sem imel slabe ocene. Tako. Ne bom rekel, da je profesor, pa ne. Slaba, ker ni bila. Ja. Je bila stroga. Ja. Ampak nisem zaradi nje, recimo, slabe ocene imel. Ja, drugače pa jaz tudi, ko sem bil v osnovni šoli, sem v bistvu ugotovil, zakaj ne smeš lagati. V bistvu to me še danes drži. Zaradi tega, ker jaz sem se v osnovni šoli zlagal, da imam eno igrico, pač neki enemu sošolcu, ki sploh ni obstajala, ampak jaz sem rekel, da jo imam. To me je, mislim, da cel let me je sprašal, kdaj bom prinesel tisto igrico, jaz jo ni bilo. In pa na koncu je bilo že ven toliko med, ker tako nisem mogel prinesti, ker jo nisem. Ampak pač hotel sem se pohvaliti, kaj jaz imam, pa kaj. In kako si pol, a si priznal, ali a zdaj ne priznaš? Zdaj priznam. Okay, Sej ne. 25 let. Tako. Ampak pač takrat sem ugotovil, da pač ni glih fajn, da laž ima kratke noge. Tako, da prej ali slej boš pač prišel na to, da ne moreš biti zmer pač nek heroj, pa ne. Verjetno si hotel malo bolj, ne vem, se pokazati, malo bolj pač ven izstopati. Jaz pa to igrico, čeprav je. Čeprav sploh ne vem, kjero igrico dela, ampak sam vem, da je bila neki in da sem rekel, da na CD-ju, pa sem pa neke CD-je pekel, pa jih za nalaš uničil, da mu niso delali. Wow, ti si res celo prav razmišljal si, prej stari. Okay. Ja, neki tazga, pa pač gor sem napisal tiste igrice. Wow, kar nekaj. Lepo, da si jih priznal. Tako, ja. Torej, sem se pa naučil, da ne smeš lagati. Tako. Lahko on vpraša, mislim, ker on hoče dokaz. Ja, tako. Tako da, evo, mislim, da so kar lepo to. Tako. Kaj je bil najboljši čas v tvojem življenju? Pa v celem življenju. Okay. Najboljše obdobje, pa najboljši... Se pravi, najboljše obdobje v tvojem življenju. To mislim, da je bolj mogel vprašati kakšne penzioniste, ki so že nekaj čez dal. Mislim, dobro, lahko tudi naja. Če tako nazaj pogledaš, ne vem. Otrok je zmer fajn biti, ker nimaš nobenih skrbi. Čeprav takrat se ne vidiš to, ne? Valjda ne. Si zmer pismo, tako naprej vidiš. Da v bistvu včasih... Jaz sem tako ugotovil, da vsak let se mi zdi, zdaj pa vem, zdaj pa I know the shit, ampak zmer vsak let ugotovim, da pač nisem imel pojma lansko let, zdaj ga pa imam, ampak... Drug let boš spet vedel, da zdaj le nimaš pojma. Mislim, se to je tudi recimo tako, ful zanimiv, kateri recimo starejše penzionerje ali pa to sprašuješ, a ne pa ti prav, če bil jaz, ne vem, 30, star 35, to pa jaz čist drugače, kako je bilo takrat, tretje, a veš, midva, ker recimo zdaj, ko sva, boš pa spet gledal nazaj. Ja, kaj takrat lahko. Takrat, a ne? A veš, sploh ne oziraš. Jaz sem mogoče malo preveč tak, da bolj gledam za nazaj, pa ne dost za zdaj pa naprej. Mogoče, ne vem. Kaj pa bi ti rekel, da je bil najboljši do zdaj čas tvojega življenja, odkar si se tako rodil? Mislim... Sej v vsakem obdobju je nekaj fajnega, ne? Ja. Vsak je nekaj, zapravo, ker so otroki je itak lušno, zdaj, ker ne gledaš nazaj, ampak, kaj pa vem, mogoče tam pozna 20. Začetki, ker sem malo spremembe v življenju naredil, da se je vse skupaj malo spremenil, pa pol dobiš neke nove izkušnje, neke nove stvari, ne vem. Bi rekel, ker sem spremenil dosti stvari, okolico pa tako naprej, da je bilo nekaj drugače. In mogoče zaradi tega se mi zdi, da je bilo fajn. Ni bilo vse fajn, ampak... Neka sprememba, zato ker, ne vem, če bi vkles tam, bi bilo mogoče malo preveč dolg čas, ker si bil neko rutino padel. Ja. Ampak to je, ne vem,
Ne vem, kva zdaj sploh razlagam. Dej ti, mogoče se jaz... Tukaj bi se še zmer na tebe jaz navezal in bi rekel, kaj pa recimo tisti čas, ko smo bili mi recimo v osnovni šoli in smo hodili za tebe navijati za... vem, ampak to je nek, kaj veš, jaz to obdobje zastopam, ne vem, par let. Ne tako, da je par dni. Ja. Valjda je bilo, ti se je bilo fajn. A moram malo povedati. Ja. Jaz, ko sem gimnastičar, bil sem za šolo nekaj tako. In pol je Gregor in 4-5 drugih so bili, takrat, ko sem jaz tekmovanje, njim ni bilo treba v šolo, so šli navijati. Za njega, Tako da, ti si bilo fajn, ja. Takrat je bilo recimo... Spravo, to je osnovna šola, takrat. Ja. Tako, no. Ja. Je bilo fajn. Je bilo fajn. Pa glede na to, da niso bila v istem razredu, pa da smo šli lahko navijati, je bilo meni top. Kaj pa ti rekel? Mislim, jaz pa, če tako nazaj gledam, tako kot si ti rekel, pač vsako obdobje ima svoje neke prednosti pa vse, ampak jaz bi rekel, da mi trenutno zdaj ni nič slabega. Pač tako, če gledam, ni neki, da bi rekel, da mi je slabo trenutno. Mislim, pač vse so problemi, pa bi mrske, ampak nočem biti tu... Ko na vse skupaj pogledaš, rečeš, da se ni toliko. Tako, ja. Mislim, glede na to, če gledam na to, da kaj sem si želel jaz recimo v življenju, da bi imam, zdaj določene stvari še pridejo, mislim, pač ne vem, renovacija hiše in podobne stvari, ki bo še, ampak tako, meni se zdi, da mi je všeč, kako je trenutno life. Je pa valjda seveda milijon stvari, ki bi jih spremenil, ki mi niso toliko všeč, pa ki gledaš za zdaj, mogoče, ki bom nazaj gledal, mi bo bolj všeč, kakor mi je zdaj, ampak... Lej, zdravi smo, tako da, šiht imamo, to je pa to, a ne? Tako. Tako da ja, pač mi je čisto drugače pa, če pa gledam za nazaj, kaj je bil najboljši obdobje, pa ne vem, ne vem, jaz bi pa rekel začetek 20-ih, tam nek, ko smo ga žurali, ki je bilo tako, ki si bil lih tok, mislim pač na šiht si hodil, denar si imel, Začel si ven hoditi, vse ti je spet novo. Tako, ja. In pač je bilo lušten tisti cajt. Ampak to je pač neko obdobje, ki je bil ful dober. Ampak, mislim, mogoče ga na momente ga pogrešam, ampak ne bi šel pa nazaj, da bi se temu odpovedal, kar manj zdaj. Probo bi še, mislim, podoživel bi verjetno še enkrat, ampak ne bi pa zamenil. Tako. Tako da, ja. Ok, sem jaz. Ja. Se pravi, kaj je bil vrhunec tega tedna, zdaj rečemo prejšnjega tedna. No, kaj je bil vrhunec? Kaj je bil vrhunec prejšnjega tedna? Se ni nič tazga v prejšnjem tednu zgodil. Ne, mislim, Mrčo je do mene prišel, da je mi paril, ko imamo drva, da sva cepla drva. To je bil recimo en tak vrhunec, da se je nekaj dogajalo konkretnega. Zdaj, kaj... Tako, da bi pa res bilo izpostavljeno, se pa ne bi spomnil. Mislim, da meni tudi ni bilo, pač una rutina, ki je, ne vem, tam male peleš v vrtec, ne vem, pač pol greš na šiht, se doma pogovoriš. Pri meni, valjda prejšnjega tedna, na morju sem bil za vikend, to je bil vrhunec. Valjda, joj. Ja, na morju sem bil, tako da to je definitivno vrhunec, ker je bil ful lepo vreme in smo lahko s tam malimi hodili tam za plažo in je bilo ful lušten, tako da. Cool. Ne vem, koliko cajt govoriva. Včasih takole, ki govoriva, tako je cajt ful hiter. Tako je mogoče vsak še enega. No, pa je to. Kdo tvoje stvari pakira? Pakira? Ja. Ok. Mislim, jaz bi rekel, da moje stvari na morje, ki smo v morju govorimo, vse popakira Katarina. Od A do Ž. Ona mi naštima, jaz nož samo avto, ker če Katarina znosi avto, je to namatan. Noter, če jaz je pa to tako lepo popredalčkan. Se pravi, tako, ona ve, kva vzeti ti pa kako razporediti. Tako, ja. Ste lepo se dopolnjujete, koliko je treba. Jaz si pa kar sam. Ja.
Čeprav... Mami. Ne, se to sam. Ja. Čeprav da nisem... Ojoj, kva sem jaz... Pardon. A se lahko naprej še vprašanje? Aha. Pardon, Davor. Iz kolegem sem bila na Dunaju. Za neki muzej, ampak se nima veze. Ja, na Dunaju sem bil. Fajna zadeva. Lušno. Koliko je zanimiv, kad te tako en but nekva prejšnji teden delal pravno brain freeze imaš, ja. Tako se ne spomniš takih stvari. Ja. No, važno, da se si prav cepo, da... Ja, se pravi, ko sem šel na Dunaj, sem se sam pakiral, ja. Ampak sem si sam. To je dobro, da mi je ta vprašanje. Dobar, stari. Da se ti spomnil, ja. Wow, kako mi je to res glavo šlo. Ja, se meni pa morje isto. Se mislim, da sem jaz zdaj. Ja, okej. Okay. What's your dream job? Kaj je tvoja sanjska služba? Moja sanjska služba. Jaz bi rekel, da bi imel, ne vem, neko svojo firmo, ki bi delal, recimo neki iz fotografijo. Sam ne, da bi hodil fotkat, zaradi tega, ker to so vikendi, ki mi ful pomenijo, da sem iz Tamalimi, ampak pač neki, da bi bilo v stilu... Neki v zvezi z fotografijo. Kaj bi... Na PowerPointu, na Photoshopu bil. Ja, recimo, ali pa kakšne take stvari, ne, da bi delal. Ja. Sam, da so fotke, ne, da je to nek dizajn, pa nekaj, ki se mi ne da. Tako pač prav fotke, ker to mi je ful cool delati. Tako da, ja. Ti? Veš, da mi je v bistvu vse en, sam da bi užival, pa da ne bi bil pod stresom. Sem že doskrat rekel, da bi imel tak življenje, da ne rabim dopusta. Neki, da ne res neki dela, sam kaj pa, ja. Ne vem. Tako da tudi ne moram definirati, kaj je sanjska služba za mene, ampak ja, neki, v čemer bi užival, ampak se pravim, mogoče, ja, ker v zvezi z zgodovino, mogoče, ne vem, žvalmi kaj, rad pomagam recimo žvalima, ampak je tacga, kakšne take zadeve, pač neki. V živalskem vrtu, v zgodovino. Ja, tako. Se pravi v dinozaurih. Mogoče bom na ta način gledati, da bi kaleon telo, nekako se že. Ja. Moraš ne prevedeti, kjer oveda je, če hočeš. Ok, mislim, so bili zanimiva vprašanja, zelo dobri odgovori, tako da hvala za ogled. Ja, drug teden pa kaj drugega. Tako, lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Adijo.